In v bistvu to, kar moramo iskati kot človeštvo, in to vidimo na vseh možnih razstavah umetnikov danes, je to, da moramo poiskati res temeljne stvari. In to so človekove pravice, to je skrb za naravo, to je pač vse te stvari jih moramo najprej poiskati in tudi seveda kot strokovnjaki za računalništvo, zato da naše tehnologije, ki jih proizvajamo, sledijo tem namenom. Ja, sej tukaj je zelo zanimiva debata o tem, kaj sploh je naravno, pa kaj ni naravno. Ne? Ker zdaj ste že večkrat omenil, sem začutil, se pravi, mi izgubljamo stik z naravo. Bolj gremo v tehnološki razvoj, hitrejši je, bolj se odmikamo stran od teh pogojev, v katerih smo se mi razvili evolucijsko. Ne? In tukaj obstaja ogromno nevarnosti. Ampak ne, zdaj čisto vprašanje, fundamentalno, kaj je naravno? A je naravno, da šimpanz uporablja palco, da zbezlja ven recimo neke mravlje iz luknje v drevesu? A je to naravno? Ker on uporablja neko orodje, ki ni bilo namenjeno za to. Naravno, ta palca ni bila namenjena za to. Ne? Ampak on, ker je inteligenten, šimpanz, ker je inteligenten, je v bistvu uporabil to orodje za zadovoljevanje svojih ciljev, ki jih ima. To je nek dostop do hrane. Ne? In zdaj, če to res damo v ekstrem, smo mi tukaj in razvijamo to umetno inteligenco, ki nam pomaga reševati probleme, ki jih imamo, ki mislimo, da jih imamo. Ne? Kaj je to drugačne? A je ena stvar naravna, ena pa ni? Ne? Ker jaz tako, če zelo široko pogledamo, ne? Vidim, da je vse naravno, ker vse izhaja iz narave, vključno naša inteligenca, pa vse posledice, ki zaradi naše inteligence nastanejo. Ne? To je čudovita tema, a ne? Tako da v bistvu seveda tudi atomska bomba je nekaj naravnega in tudi recimo zdaj vse to, kar se pogovarjamo, je vse nekaj, kar pač je naravno. A ne? In črne luknje so verjetno del narave. Tako da to ni vprašanje. Ampak vprašanje tlele je, mislim, eno razstavo sem videl, torej jaz vedno grem na te razstave v Benetkah, ki mi dajo ogromne inspiracije za življenje. Ne? To so ta Bienale di Arte pa arhitekturni bienale. In na tem umetnostnem sem enkrat pač videl razstavo italijansko Benetk, ki se imenovala Luxus Luxuria. In tam so bile v enem razstavnem prostoru. To je neka svetloba, ne, svetloba in potem luksus, a ne? Aha. Luksus. In v bistvu to, kar je bilo tam pokazano na tej razstavi, je bilo tako, da so imeli torej vse stvari, za katere smo ljudje pripravljeni dati ogromno denarja, reproduciranih na način, da se ne vidi razlika, ampak so narejene iz, ne vem, pač nekih izredno poceni materialov, tako kot zlate čeveljčke in ne vem, pač mogoče nek model avtomobila, ki pač nekdo bi odštel, ne vem, 1 milijon evrov za tak avto. In zdaj v bistvu potem, ko sem jaz šel ven iz te razstave, mislim iz tega dela razstave, a ne, sem videl v bistvu to, da v bistvu ljudje smo ene vrste v bistvu opice, a ne? Ja. Ker v bistvu to, kar nas privlači in za kar smo v bistvu dejansko pripravljeni ogromno denarja dati, je nekaj, kar se blešči. A ne? Tako da pač brsko se nekaj tako malo svetlika, a ne, smo pripravljeni za to dati ogromno denarja. A ne? In zadnji del te razstave je v bistvu bila ena taka ogromna konstrukcija, lesena konstrukcija, in ko si prišel gor na vrh, si videl pač leseno, prazno konstrukcijo. In potem sem jaz razmišljal, a ne, ker je to celodnevna obisk, a ne, ker vse države sveta se predstavijo. In na koncu ta leseni objekt, ki ga gledaš od zgoraj navzdol in je tako kot eno korito, a ne. In jaz sem v tem trenutku razumel, da se nahajam v Noetovi barki. In v bistvu je to bil poziv tem ljudem, ki pridejo na razstavo, naj pridejo gor in naj
se grejo rešiti iz tega sveta, v katerem smo. Tako da v osnovi zelo težko zapovedati, vse je naravno, definitivno, ampak človeštvo pa bi lahko v bistvu, glede na to, da imamo tudi to razumno komponento, ne samo tisto, ki išče te zadeve, ki se bleščijo, bi lahko dojeli, da je v bistvu najbolj čudovita stvar na svetu, če sediš nekje na odprtem po noči in gledaš zvezde. Nothing can beat a million star hotel. Tako nekako. Čudovito. Se strinjam s tem, pa sem usklajen s tem, ampak moj razum ve, da tega razvoja verjetno ne bomo ustavili, ker so iniciative premočne v tem svetu. In zdaj se dogaja neka bitka, ki požene to hitrost razvoja še bolj v ekstrem. In bolj je moje vprašanje, kako uskladiti to inteligenco ali pa to umetno inteligenco z našimi cilji, z našimi željami, da ne bo to neusklajena stvar, ki nam bo grenila življenje ali pa uničevala življenje. Mogoče, če imate kakšen razmislek v tej smeri. Ker če recimo ne moramo ustaviti, jaz mislim, da ne moramo, kaj je druga najboljša možna pot? Mi smo ogromno delali na teh konceptih, ne vem, mogoče leta 2014 smo dali inicijativo pri Evropski komisiji Human Centered Cloud. Zdaj je novi program Evropske komisije v bistvu več kot mogoče cela polovica celega raziskovalnega inovacijskega programa Evropske komisije, v bistvu Human Centered Internet. Jaz sem znanstveno-tehnični koordinator dveh takih projektov. En je projekt OntoChain, drugi TrustChain, ki sta v bistvu en je 6 milijonov vreden, drugi 12 milijonov evrov vreden in sta panevropska projekta, ki imata ravno za cilj pač v to smer peljati zadeve. Tako da ta inicijativa, The Human Centered Internet, je zelo pomembna. In mi kot ljudje in tudi kot posamezniki lahko marsikaj naredimo, tako da se ne bi strinjal s tem, da ni možno vplivati na zadeve. In potem tudi mogoče, če tako primerjamo, tudi Združeni narodi, na inicijativo tudi evropske držav članic, imajo sprejete zdaj te cilje trajnostnega razvoja. Tako da v bistvu človeštvo se zaveda vseh teh problemov, ki nam jih povzroča recimo tehnologija, in definitivno smo v stanju nekaj narediti. Tako da jaz mislim, da v bistvu edina stvar, ki lahko premaga naše strahove, je upanje. To sem pa slučajno prebral v Londonu par tednov nazaj, je bila taka ena reklama in se mi je zdela čudovita. Only hope is stronger than fear. Ja, mislim, strah, v tisti religiozni prispodobi pekla, in Bog kot upanje, to sta v bistvu dve sili, ki držita skupaj naše vesolje. Drugo potrebujeta. Se mi zdi, da je konstanten ples teh dveh sil. Saj tako jaz zaznavam v svojem življenju. Jaz tudi. Sej čutim, pa ste me večkrat presenetili z odgovori pa razmišljanjem, ker jaz sem v bistvu ker sem se pripravljal na ta pogovor, pa ponovadi se zelo malo pripravljam, malo preberemo biografije od gosta, potem pa si v glavi zamislim ene par tematika, ampak zdaj sva šla že, mislim, da v eno drugo smer, ki se mi zdi mogoče zelo bolj pomembna.